Evo nas nazaj. Nekaj bi vaju vprašal še glede prepoznavnosti zvoka. Se mi zdi, da tudi če bi vas poslušal, oziroma obe plati poslušal nekdo, ki vas ne pozna od prej, bi takoj dobil eno rdečo nit, kako zvenite. Ali je to načrtno, ali je to čisto spontano? Ne, to je, naš zvok je organsko ustvarjen, ne, mislim. Pač rezultat enega procesa. Ja, mislim, ko smo začeli, prej smo že tudi igrali pred tem bandom skupaj, ne, se je bilo malo več, ampak potem, ko smo v tej postavi, mislim, ko so se odločili za to postavo, nismo vedeli točno, kaj bomo igrali, ne, ampak smo se pač prepustili, da naj vsak prispeva svoj del na svoj inštrument in tako smo začeli delati in je to prišlo ven, ne, in tudi na tak način delamo komade in vse, ne, se pravi, vsak da svoj prispevek, ne, in dokler vsi nismo zadovoljni z celoto in pač vsak z sabo neko igra inštrument, tako dolgo ne zaključimo komad. Ne, tako da... Se meni se zdi to sam plus, da ti slišiš par taktov benda pa rečeš, evo, to so oni, ne. Tako je, da ta prepoznavnost, ne, se mi zdi, da je pri mnogih bendih je ni, ne, in nekako pol zbledijo po parih platah, če pa imaš, ne, nekaj tazga pa... Ja, mislim, bilo bi fajn, če bi tako čez kakih 10 let mogoče slišali kak nek mlad band, pa bi slišali, to pa zveni zelo šekemejevsko, ne, to bi recimo bilo ful. Ja, to bi bil kar velik tak. Samo mogoče, mislim, so tam beltinski mladinci, ki igrajo kitaro, pa to mogoče, mislim, dobro, to ne bi se upal zdaj dalje kaj reči v tem, ampak ajde bomo videli. Je vse minimalen vpliv, je, ne. Ja, mislim, to je fajn videti, ne, ko pač mi igramo že 8 let skupaj, ne, in pač smo začeli kot 15-letniki oziroma 14-letniki, ne, in smo pač si z leti jemali po nekih tam lokalnih bendih, ne, ki so bili pač nam blizu, ne, in tisto wow, ne, in zdaj fejst smešno, kako gledaš, mislim, ko opazuješ, kako recimo oni mladci, ko zdaj začnejo igrati kitaro, da ko pridejo na naše koncerte, če igramo v Murski Soboti ali pa Beltincih, ne, vsi tisto wow, ne, mislim, tako pač je kak zanimiv feeling, ne. Tako da... Fajn je, ja. Ja, stari smo že, ja. Ej, kje so še leta Mika Jaggerja? Ja, itak, ja. Samo ja, res je, da dolgo že igramo skupaj, ne. Gre počasi res, pa če delaš tako stvar, ne, je pač skoraj nimaš izbire, ne, kot počasi ne moreš napredovati, ne. Niso je tu nekih velikih boomov, no, vsaj jaz sem takega mnenja, ne. Kaj pa God Bless This Mess, kako je, verjetno je to, ne verjetno, ampak je kar tako je, ne, da deluje vse bolj na neformalnih odnosih, Ja, pač poznate se od prej. Ja. Kaj vam to pomeni, da imate možnost, da za vami stoji založba, vas podpira, promovira, po drugi strani ste pa kolegi, ampak res kolegi, ne? Ja, saj, mislim, to je zanimivo, ne, ko v bistvu zdaj že skupaj delamo določene stvari, ne, ker nekako se je God Bless This Mess založba ustanovila ne zaradi nas, ampak deloma zaradi nas, mislim, ne samo zaradi nas, ampak deloma. Patentat je bil prva izdaja založbe. Ja, se pravi, Patentat je bil naš prvenec, pa hkrati njihov tudi, ne, oziroma debi. Prva izdaja albuma, ne, prej so izdali... Ja, tako da je zdaj že tako daleč prišlo, da pač tudi mi smo nekako evolvirani oziroma smo se vpletli v te scene God Bless This Mess. Recimo to se je izrecno videlo, da smo tudi dosti pomagali pri organizaciji God Bless This Mess festivala, ne. In v Beltincih in v Beltincih in v Ljubljani, ne, ko sta bila dva. Pa tudi Tomica pa Ivor sta tudi zelo odprta za naše ideje, ne samo kar se tiče ŠKM bande, ampak tudi God Bless This Mess. Aha, torej ste vpleteni posredno tudi v vse druge aktivnosti, ki so zraven. Pretežno v stvari, ki se tičejo nas konkretno, ne. Ampak včasih pa mislim, komu pride na pamet kaj pametnega, pa reče, Tomica, Ivor, kaj pa če bi to tako pa tako naredili, ne. Pa reče, ja, to pa ni slaba ideja, ne. Mislim, to je vse veliko pomoč je, ne. Če začneš dajati ene stvari pod skupni imenovalec, ne, in delaš nekaj pod nekšim imenom, ne. Bolj nekako se urejeno vse zdi, nekako lažje delaš več možnosti za karkoli, in za promocijo, in za organizacijo, za pomoč, ne vem, saj vsi delamo, tudi mi smo, ne, v Beltincih sami aktivni v enem klubu. Ona dva, se pravi Alfa in Omega založbe, Ivor in Tomica sta itak v Miku, ne, delata cel program, ne, in
dosti krat pa sodelujemo. Ne. Mislim, če Sodelujemo, rabimo pomoč z Beltincih za ja. kak koncert, kličemo, daj, prosim, Ali glede opreme, ali glede karkoli, ja, promocije. fizične pomoči, promocije, karkoli. Ne. Mislim, probamo delati čim bolj tak, ne, sami si probamo zgraditi to infrastrukturo, se pravi, od organizacije koncertov do potem podpiranja lokalnih bendov, do snemanja bendov, do, mislim, ne samo lokalnih, ne, ta založba je pač odprta in za lokalce in za druge, ne. In potem tako dalje, do delanja videospotov, do organizacije, mislim, do rihtanja koncertov bendom, ne, ki so pri založbi in tako. No, potem jaz dodal še, recimo, da najbolj sem to pogrešal pri PNC-ju, ne, to, kar je zdaj God Bless This Mess Records ratov na koncu, ne, ker PNC je bil neko združenje, ki je nekako v zraku, veš, je v megli, Brez ne. vizije. Ne brez vizije, ampak ni nekaj oprijemljivega. Ja, ne. Recimo, ne izdaja bendov, to je prvič. Ne. Mislim, ja, je trademark, to je bistvo. Ne? Ja. Zdaj, se je sfural, pa zaradi vseh obetov se je sfural ta trademark. Ne? Kar je Zdaj dobro, dobro. Mislim, to je dobro, ne? Zdaj pa ampak pač, če bo bodo... ni pa recimo PNC bi mogoče lahko ratal pred 5-6 letami kak label, ne? Recimo, da bi PNC bil label. In Ja, to, kar ne. niso oni uspeli narediti, se pravi, kar PNC-ju ni uspelo, je recimo uspelo God Bless This Mess, ne. Je dal konkretne izdelke, ne. Se pravi, God Bless This Mess stoji za temi bendi, ki so tudi del PNC-ja, ne, in stoji tako, da jih izdaja, ne. Ja, s tem, da pač dobro, PNC je bil pač bolj širše zastavljen, za Ja, God no. Bless This Mess pa prav, založba, booking, ne, in Ja, tako. tudi sprve je jasno, kaj se dela, ne, PNC pa dobro. Pač je, kar je. Je, kar je, ne, samo dobro, je pa trademark in če ga band izkorišča, je fajn za band, ne, mislim, kakorkoli, in tudi za Prekmurje. Prekmurje in za sam ta trademark, Tako. za sam ta simulaker. Okay. Kaj pa plani za letos? Prezgodaj. Mislim, zdaj smo se zelo, ne bi rekel iztrošili, ampak namučili z vsemi stvarmi okrog prvenca. Namreč Ne smo- prvenca. Ah, Druge plate. Druge plate. Šamarjanke. Marjanke. Mislim, delali smo pač. Spet kaj na Balkana, še nova poroka. To Ne, pa ne, ja. zaenkrat pač imamo koncerte po Sloveniji, ne, to je... Pa v tujini imamo tudi Graz, recimo. No, se ustavite tudi tlele, Ja. ne, malo. Ja, to Ja, res, ja. imeli smo Mursko Soboto in Sežano, za zdaj čaka nas, se pravi, Kamnik, ne, in Maribor še prej, no, Ja. Tolmin pa Graz, to imamo zaenkrat zmenjeno. Druge stvari so še. Aha, zdaj ste to zdaj boste malo zadihali od tega snemanja in promocije. Ja, mislim, zdaj pač- Nimate še zdaj neki Pa saj v poleg... glavi jesenskega bookinga, Ne, še turnejo. Ne, Mislim, to še počasno, probali smo nekaj za Francijo, ampak je splavalo po vodi. Za zdaj, za spomlad, ampak Ne. sigurno bomo, dobro, v prihodnje bomo itak sigurno delali na tem, ne, da bomo se pač tudi čim bolj probali sfurati v tujino in to, ampak zaenkrat za to spomlad bo to, in se itak, ker imamo tudi poleg tega še druge projekte in dobro, smo študenti in imamo še druge bende Ja. in imamo tam imamo klub in pač dosti stvari, s katerimi se ukvarjam, ne, tako da je to zaenkrat fajn, ne, dovolj. Skratka, nikoli ne počivamo. Ja. Srečno in hvala. Ja, hvala Pa za še povabilo. zadnji komad, ki pa je. Plesen, kot zaplesati. Ne, to moram povedati. Jaz sem mislil, da je plesen kot plesnivo. Dobra fora. Ja, vidiš, evo, zdaj že, kako zdaj to je, ne? Ok, no pa gremo. Pač ne bomo plesnivi, bomo pa plesni. Ja, Prekmursko ples Soči. Tako. Ok, se vidimo.
Hvala.